Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Prijazen pozdrav. V studiu pozdravljam tokratno sogovornico. Z nami je magistra gospa Jožica Mesarič, profesorica zdravstvene vzgoje, vodi Center za krepitev zdravja Moste Polje, deluje v sklopu Zdravstvenega doma Ljubljana. Gospa Jožica Mesarič, dobrodošli. Lep pozdrav. Pogosto sicer pred mikrofoni, tudi pred kamerami, pri nas pa prvič? Ne, sem pa že bila pred leti. Tako, in dobrodošli znova. April je mesec zdravja, pred nami pa v nedeljo 7. april, ko bo pa Svetovni dan zdravja. Prav danes, pred svetovnim dnevom, pa se odvijajo marsikod dogodki, ves dopoldan bodo različne meritve, ko bomo lahko preverili svojo telesno kondicijo, tudi vse ostalo, kako smo na psihičnem nivoju, kako dobro se znamo spopadati s preobilico stresa, presajalni testi. Izrabimo to priložnost in zato smo vas povabili v studio, da poveste več o tem, kaj boste izvedli v sklopu vašega centra, nasploh pa kako skrbeti za ohranjanje zdravja, kako ga krepimo. Veliko imava izhodišč, gospa Jožica Mesarič, da povabiva k gibanju, da se osredotočiva na izgubo odvečnih kilogramov, kako je, če kadimo, kako je s stresom, kako z depresijo, tesnobami. Pa najprej vaše mnenje, osveščenost, kljub temu, da veliko govorimo o skrbi za zdravje. Kje smo? Ja, tako bom rekla, marsikdo dobro skrbi za svoje zdravje, ampak veliko ljudi pa potrebujejo spodbudo. Zato so takšni dnevi, kot je danes, namenjeni tem, da spodbudimo take, da začnejo razmišljati. Saj marsikdo ve, kaj bi bilo dobro, ampak mogoče v tem trenutku nima določene volje ali pa kakšne informacije ali pa spodbude. Ker včasih je potrebna majhna spodbuda, pa človek začne razmišljati spet, da je morda opustil kakšno dobro navado, da jo spet v bistvu prinese v življenje. Ja, danes je dan tudi zato v našem zdravstvenem domu, da pravzaprav predstavimo, kakšne možnosti imajo ljudje, ker čisto vsak najde v našem centru za krepitev zdravja kakšno obliko morda pomoči ali pa spodbude. Pa naj bo to za take preproste, ko so zdravi, da se lahko stestirajo, kje so. Recimo, imamo en tak učinkovit način, ko ljudi stestiramo za testom hojene 2 kilometra. Zdajle v aprilu pa do nekje junija, v teh spomladnih mesecih, bo po celi Ljubljani so testi hoje, ki so objavljeni, so brezplačni, ni potrebno prijave, pridajo ljudje in se stestirajo, da vidijo, kakšen je fitness indeks ali tako imenovan indeks telesne zmogljivosti. Na podlagi tega rezultata pa dobijo potem tudi navodila, koliko se obremenjevati, v kakšen srčnem utripu je njihova aktivnost zdrava, ker vemo, da marsikakšni ne pristopajo na zdrav način k gibanju. Se morda preobremenjujejo, pa ni potem tistega efekta, ki bi ga želeli, pa potem odnehajo. Tukaj pa res dobijo, kolikokrat, v kakšni obremenitvi naj bi počeli, in je to zelo dober test, ki je ponovljiv, primerljiv, da tudi ob naslednjem testu lahko vidijo, kje so. Ali so napredovali, ali stojijo na mestu, ne želimo si pa, da bi nazadovali. Potem imamo v času v življenju dostikrat človek preobremenjen. Imamo tudi delavnico tehnike sproščanja. Preprost način, ki je učinkovit pri tem, da se sprostimo, pa tudi pri ljudeh, ki imajo morda težave, da se ne znajo regenerirati, da morda se po noči zbujajo, ne spijo. Je spet ta tehnika zelo, zelo dobrodošla, da v bistvu dajo telesu tudi možnost, da se čez noč res regenerira, da so spočiti in da je dan potem poln, da začnejo za polno energije. Potem imamo delavnice
v sklopu tega, da če želijo pridobiti informacije glede zdravega prehranjevanja. To niso enkratna srečanja, to so kakšne delavnice, dalj časa trajajo in s tem namenom, ker mi vemo, če je to eno srečanje, je to informacija. Mi pa ne vemo, ali je ta človek to tudi ponotranjil in a res to dela, zato so delavnice dalj časa trajajoče, da vidimo te spremembe, da spremljamo udeleženca, ali mu gre prav, ga tudi še spodbujamo, vsakič dobi še kakšna nova informacija in to je aktiven način, ni pasiven, da samo poslušajo, ampak sodelujejo, povejo, kje so težave, kje morda potrebujejo še kakšne dodatne informacije. Tako, potem so za tiste, ki bi želeli pristopati k recimo gibanju, imamo delavnico Gibam se. Tukaj tudi to bi rekla, v našem centru za krepitev zdravja delujemo različni strokovnjaki. Po profilih, zato je obravnava udeleženca, ki pride, tako nekako rečemo celostna. Tako da se zaposleni so in diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti, psihologi, kineziologi, dietetiki in tako vsak iz svojega področja poskuša v delavnicah to znanje, ki ga ima, nekako opolnomočati udeležence. In ne pozabimo, te imamo na enem mestu in to je brezplačno, na voljo slehernemu. Tako. Kar pozabljamo, ker potem pa dostikrat plačujemo kar precej visoke stroške za to, da se udeležimo določenih delavnic, takšnih aktivnosti. Tu imamo pa brezplačno in na voljo slehernemu. Ja. Ta informacija včasih ne pride do vseh ušes. Res je, tu imate vi pomembno vlogo, pa mogoče to mesto. Res je, to je brezplačno, tako bom rekla, krito je iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja, tako da je to pravzaprav možnost vsakega, kdor je v Sloveniji zdravstveno zavarovan, da se udeleži teh programov. Res je, da so nekateri programi, rečemo, krajši, ker se udeleženci lahko kar direktno obrnejo na naš center za krepitev zdravja. Vsi, zdaj ne govorim zdaj samo za Ljubljano, ker so poslušalci iz cele Slovenije, v vseh krajih to obstaja. Po celi Sloveniji, v zdravstvenih domovih, so centri za krepitev zdravja in se lahko za določene krajše delavnice prijavijo sami. Za daljše pa zaradi varovalke, da res udeleženca obravnavamo pravilno, je pa potrebna napotitev, zato ker so morda že kakšne omejitve, zdravstveno stanje je pomembno, da vemo, kakšno je, tako da tam pa se napotujejo iz tako imenovane ambulante družinske medicine, kot se je nekoč imenovala referenčna ambulanta. Tukaj se pa tudi izvaja preventiva. Po 30. letu vsak lahko obišče to ambulanto, kjer opravi preventivni pregled. Meni se to zdi res pomembno, da ljudje vidijo, kje so, ker če se zgodaj odkrije karkoli, je pot do spremembe veliko lažja in bolj učinkovita. Če se že odkrije, ko so že okvare, se še vedno da marsikaj narediti k izboljšanju, morda ne v popolno zdravje, ampak tudi recimo pri telesni dejavnosti, če so kakšne okvare, še vedno nekaj človek lahko počne. In tukaj naučimo ljudi, kaj lahko, kaj je varno, kaj je dobro. Tudi če so že kakšne okvare ali omejitve. In bi res spodbudila poslušalce, da to izkoristijo, da vidijo, kje so, da se testirajo najprej v ambulanti, ki presejajo za določene dejavnike tveganja, na podlagi tega bodo pa itak potem napoteni k nam, ali pa da poiščejo informacijo glede tega, kar jih zanima, kar direktno, ker imamo spletne naslove, telefonske linije, tako da dosegljivi smo.
In včasih nam niti to ni dovolj, dobimo celo v poštni nabiralnik vabilo za presajalni test, mi to preložimo ali celo odvržemo, ko bi pa lahko bili res zelo, zelo hvaležni za nacionalni pristop do boljšega zdravja posameznika. Ja, res je. Preskok v misli je potreben. Ja, res. Da je to res pomembna stvar. In ko ste rekla, ne, eden od takih programov, ki ga omenim, ki ga tudi mi promoviramo, je tudi Svit. Kako enostavno, nikamor ni treba iti. Človek to naredi doma, v svojem okolju, pa vendar vemo, da ni 100% odzivnost, da je potrebno še na tem področju, predvsem moške še bolj nagovoriti kot ženske. Vidimo, da odzivnost pri ženskih je le kljub temu malo višja kot pri moških. No, prav včeraj smo govorili tudi v svetovalnici o presajanju na okužbo z bakterijo, pa še pomembni so ti dnevi za to, da spodbudimo tudi k darovanju krvi. Tako, tudi to je pomembno. V našem studiu je magistra gospa Jožica Mesarič, profesorica zdravstvene vzgoje. Tu je v živo zato, da lahko poslušalke, poslušalci vprašajo po svojih izkušnjah, morda tudi po tem, kaj je tisto, kar je ključno, da človek naredi korak naprej pri boljših navadah za krepitev zdravja. 01512 10 00, lahko tudi napišete na studijski elektronski naslov studio@ognisce.si. Gospa Jožica, za vas, kolikor sem raziskovala vaše delo, vas dostikrat povežejo z delavnicami opuščanja kajenja. Ob alkoholu precejšnja razvada. Kaj je ključno, da se nekdo lahko odloči in opusti kajenje, to tako trdovratno razvado? Ja, to je ena od delavnic. Od številnih, tako. Nekateri ste že vi omenili. Tako, je pa res. Zdaj tukaj bi rekla, pri opuščanju kajenja ne gre samo še za razvado, gre še za zasvojenost. Tako da tukaj sta še dve stvari, ki jih moramo o tem govoriti. Ampak popolnoma vsak lahko opusti kajenje. Jaz imam dobre in lepe izkušnje, res. Ključno je odločitev, da si človek to želi. Je pa res, da velikokrat gre človek skozi več poskusov, bom rekla, da končno pusti kajenje. Ampak vsak poskus, pa tudi če je samo za en dan opustil kajenje, mu že da eno izkušnjo, da bomo morda naslednjič to obdobje daljše. Ampak mi v naših delavnicah dobimo take, ki si res želijo, to je najlažje. Tukaj, to je pomembno, ne? Želja je potisne motivacijo naprej. Imamo pa tudi takšne, ki o tem še ne razmišljajo in pa damo morda snov za razmišljati, čemu vse se bodo ognili, če bodo naredili to zdaj. Ker žal velikokrat pridejo ljudje prav v delavnico za opuščanje kajenja, potem, ko že imajo kakšno težavo. Mi si pa želimo doseči te ljudi prej. In ni opuščanje kajenja nič težje kot sprememba, recimo, prehrane, gibanja. Ni. Samo seveda pripraviti se mora človek malo drugače. Zato, ker pri opuščanju kajenja bo moral v svoje življenje vnesti mnogo drugih stvari, da bo ta prazen prostor, ki ga bo cigareta povzročila, napolnil z drugimi boljšimi izbirami. Vzporedno se lahko odloči za več gibanja, recimo, pa se zapolni ta vmesni prostor. Torej, tako celostno želite pogledati na stvari, dobre cigarete ne bo pa ostalo nekaj minut na dan, kaj zdaj s tistim prostim časom, ki ga prej ni bilo. In tako se začne spreminjati ta drugačni življenjski slog. Kaj pa je izguba kilogramov? To je enciklopedija različnih metod na svetov, vaše izkušnje. Za nami je tudi dolgopostno obdobje in kar nekaj primerov že v prvih dneh po veliki noči sem sama videla, takoj posežemo nazaj po starih razvadah. Zakaj? Zakaj ne zdrži? Zato, ker, tako bom rekla, hrana
je mnogim tudi tolažba. In pogledati na hrano kot na to, da vnašamo nekaj, kar telo potrebuje, ampak velikokrat, če vnašamo premalo pomembnih stvari in morda v napačnem času dneva, da začnemo prepozno vnašati energijo, telo kliče po nečem in velikokrat zbiramo tako neprimerno hrano, ki nas ne bo nasitila, bomo lačni, ker moramo vedeti, naši možgani dobijo sporočilo, da smo siti takrat, ko je želodec poln. Zdaj pa, kaj damo v ta želodec? A nekaj, ko ga bomo napolnili z kvalitetno hrano in bo dobilo sporočilo in bomo dolgo časa siti, ali bomo dali nekaj, ki bo samo trenutno zadovoljilo potrebo, da imamo nekaj v ustih in predvsem tukaj mislim na sladke stvari. In zato je res obravnava prehrane in hujšanja tako na daljši rok. To ni tako enostavno. Prehrana je zelo kompleksna. Vendar, če ljudje že naredijo v dnevu en ritem, da bodo rekli, začnem dan z zajtrkom, pa da bo zajtrk tak, da bo držal 2-3 ure, da bomo siti, potem ne bo potrebe po kakšnih mašilih. To so tiste nevarnosti, ki se ljudje sploh ne zavedo, kako malo tu, malo tam, pa je hiter energetski vnos prevelik. In jaz vedno rečem, tukaj je pomembno, mi ne govorimo ne o dietah, ampak govorimo o zdravem prehranjevanju. Seveda jih učimo tudi sestavljati obroke, ampak to ne take obroke, ki jih sami ne bi zmogli. To so taki iz hrane, ki jo imajo radi, ki jim je dosegljiva in da vedo, da bodo, tako če bodo začeli za zajtrkom in da bo imeli vsaj 3 glavne obroke v dnevu, zadostili po potrebah, ki jih telo potrebuje. Se pravi, da bo dovolj vnosa glede beljakovin, glede vitaminov, glede mineralov in tudi glede ogljikovih hidratov. Ker je to zelo pomembno, vsak se drugače prehranjuje glede na to, kaj počne. Če smo mi aktivni, se bomo vnesli veliko več kot nekdo, ki ne bo toliko aktiven. In zato je v teh programih vključeno oboje. In poraba, to se pravi, aktiviramo ljudi za gibanje in tako tudi prehrana in tudi razmišljanje. Tudi te psihološke vsebine so pomembne. Kako se človek vidi, koliko je sposoben. Ker znanje, kar imajo ljudje, manjka jim ponavadi ta sposobnost, motivacija, da zdržijo. In če se zavedajo, da če bodo zdaj spremenili, je pa res, da stare navade vztrajajo. Raziskave govorijo, ko eno spremembo naredimo, jo je treba ponavljati. Ne 3 dni ali pa 1 mesec, pa potem iti nazaj. Ampak, da so te spremembe na daljši rok potrebne in da je še nekje 2, 3 do 5 let ranljivost, da gremo k starim navadam. Zato je toliko ljudi, ki ne vztraja toliko časa. Mi pa želimo, da ljudje, ko enkrat absolvirajo to znanje, kako pravzaprav dan narediti, ker velikokrat je treba, kot ste že govorila, tudi pri kadilcih, od jutra do večera stvari drugače narediti. In spet tukaj, telesna dejavnost je vse povsod kot zdravilo, jaz rečem. In pri opuščanju kajenja, pa da ne govorim pri tistih, ki imajo morda že dejavnik tveganja, povišan krvni tlak, povišan holesterol, povišan krvni sladkor. Telesna dejavnost je na prvem mestu in seveda prilagojena glede na to, kar človek že ima. Eno podvprašanje, če smem, gospa Jožica, drži, da pri zajtrku ne sme biti sladkega.
naj bi ne začeli s sladkim, potem bo marsikaj lažje in veliko bolj zdravo. To drži, je ena izmed tistih res pomembnih točk. Gotovo drži. Zdaj, če govorimo prav o sladkih živilih, so lahko ogljikovi hidrati, ki imajo tudi sladkor, ampak to so taki, kjer ni dodan sladkor, ki je že v živilih sladkor. Ja, če začnemo z sladkimi živili, bomo zelo hitro spet lačni in bomo spet posegali, kalorični vnos bo velik, ki ga ne bomo pokurali, nam bo ostal, mi bomo pa lačni. Zato želimo, zdaj, če se lahko izrazim v tem, živila, ko mi rečemo, ko imajo nizek glikemični indeks, se pravi manjšo vsebnost sladkosti. In ta nas bodo tudi bolj nasitila, to so pa taka nepredelana živila, rečemo polnovredna. In še živila, ki imajo veliko, rečemo, vlaknin. Ta bodo dala občutek sitosti, da bomo nekje, ko rečemo obrok, naj bi nekje 3 ure zadostil, kar vnesemo in ne bi bili lačni. Potem dodamo. Tako da se zelo strinjam, ne potrebujemo v bistvu sladkorja dodajati, ne potrebujemo nikjer. So že živila dovolj sladka. In jedilnikov se učite vsaj sestavljati tudi na delavnicah, ki delujejo v sklopu centrov za krepitev zdravja, vse povsod so na voljo, tudi z različnimi telovadnimi aktivnostmi, recimo za nosečnice, to ste tudi izpostavili. Imajo na voljo v domačem kraju telovadbe, ki so podprte s strokovnimi nasveti, v varnem okolju. Udeležimo se teh delavnic, ker, kot ste rekli, so nam na voljo in brezplačno za vsakogar. Tako. Recimo, če le izpostaviva znova še eno od vsebin. Ja, tudi to nam je zelo pomembno in dragoceno, ker imajo nosečnice na voljo brezplačno telovadbo, za tiste, ki lahko telovadijo, pa vidimo, da ni toliko, v bistvu, nosečnice tega ne zvedo, ker mi se težko promoviramo, da pridemo do vseh nosečnic in se mi zdi, da je vaša vloga tukaj res fajn, da lahko ponudimo, ker kakšna nosečnica, ki potem pride, reče, jaz sem pa plačevala drage storitve, pa ne bi bilo potrebno, je veliko boljše, da ta denar preusmeri za nekaj, ker ji bo veliko bolj koristno za zdravo življenje kasneje. Pa še ta socialni, družbeni vidik je zelo pomemben, ko se povežeš s sorodnimi, ki imajo podobno situacijo trenutno v življenju, pa še v lokalnem okolju tudi ta socialna povezanost je zelo koristna. Tu pa se potem takoj lahko dotakneva tudi delavnic zdravih odnosov, potem tehnik sproščanja, to ste že omenili, kako dragocene so te tehnike, zato da lahko uravnavamo tudi stres, če ga je preveč, če imamo velike izzive v življenju, depresija, tesnoba. Vse to se lahko učimo v sklopu delavnic centrov za krepitev zdravja. Tako. Ja, to, kot ste rekla, vse poteka v skupinski obliki in to je res pomembno. Marsikdaj ljudje so osamljeni in že tukaj, ko prihajajo v skupino, najdejo ljudi, ki imajo enako težavo kot oni. Vidijo, da niso sami s to težavo, da je ta težava rešljiva in tako imamo na voljo tudi, tako rečemo, psihoedukativne delavnice, kamor spada podpora pri depresiji, pri tesnobi. To je še vedno, marsikdo nekako morda ima težave, pa nima mogoče tiste spodbude, da bi se udeležil. Stigma je, češ, da smo šibki. Tako. Pa ne, mi si želimo, tudi se dogaja, da ljudje prepoznajo, ko pridajo recimo v delavnico podpora pri stresu, pa prepoznajo, da imajo morda pa tudi težave pri take tesnobne epizode in se potem odločijo, pa vidijo, da kako se za tehnikami da te stvari zmanjšati, pomagati, preprečati in želimo, da to ljudje nimajo bojazni, da bi rekli, da zdaj pa je to že bolezen, daleč od tega. Mi smo tu za tiste, da preprečimo. Mi kako bom rekla, to je preventiva, ne
zdravljenje, ampak kaj lahko človek naredi, da ne pride, ali pa tudi, če recimo primer jemljajo že zdravila, kako si lahko ob tem pomagajo še sami, ker ni dovolj samo eno stvar. Spet tukaj je eno tako celosten pogled, kaj lahko vsak naredi, da se bo počutil boljše in bo tudi zdrav. Različne oddaje imamo na našem radiju, ko se sprašujemo, zakaj pride do kakšnih neljubih situacij, zakaj nekateri ne zmorejo ob izzivih ali na telesnem ali na duševnem, duhovnem področju. Motivacijo ste že omenjali, gospa Jožica, ampak kako lahko pomagamo družinskim članom, če se soočajo z izzivom, če vidijo spremembo v vedenju? Kakšen je ta prvi korak, ki je res odločilen, da ne pride do konflikta, do zastoja v odnosu, da hočeš pomagati nekomu, ki se očitno težko sooča s čemarkoli, na kateremkoli področju ta izziv že je. Kaj je najbolj ključno? Ja, glejte, ključna je res podpora pa razumevanje, a ne tega. Ampak zato pa imamo tudi dobro izkušnjo, če imajo doma svojca, ki ima težavo, pa ni nekako še pripravljen, da bi sam prišel do nas, se lahko tudi svojci udeležijo teh delavnic, da dobijo znanje, kako pristopati primer pri določeni težavi, kako ga podpreti. Tukaj bi mogoče izpostavila, se vrnem nazaj prav na opuščanje kajenja. Velikokrat mene pokličajo tudi partnerji, ki rečejo, joj, a bi lahko vključili partnerja v delavnico, rečem z veseljem, a pa je pripravljen priti, ne, to pa ne. Tukaj nimamo moči, potem se pa pogovarjam, kaj lahko oni naredijo, a ne, kakšna je podpora, ker velikokrat meni kadilci rečejo, da doma niti ne želijo več povedati, da so se odločili za opustiti kajenje, ker ponavadi družina preveč pritiska. Je pri alkoholu podobno? Podobno. Tukaj ljudje potrebujejo to pravo pristno podporo, kot se rekla, zato jih tudi v tej delavnici Zdravi odnosi učimo, kaj je pomembno, kakšna je komunikacija, ne obsojanje, pa recimo pri kadilci rečejo, toliko se trudim, ko zmanjšujem, ker je tudi možnost, da človek nekaj časa zmanjšuje, predno opusti kajenje, pa so ljudje v fazi, ko zmanjšujejo, pa jih v domačem okolju reče, a nisi rekel, da boš opustil, pa spet kadiš, a ne? Pravijo kadilci, to mi podre, a ne, to motivacijo. Jaz takrat potrebujem nekoga, ki verjame vase. In mi pa verjamemo v vsakega udeleženca, ki k nam pride, da je sposoben spremembe. Če si to želi, je pa res potrebno delati po korakih. Ne pridemo kar v enem dnevu, v eni delavnici na cilj, zato so pa toliko dalj trajajoče in še nekaj za določene spremembe. Mi potem še spremljamo te ljudi. Ne samo, da po 16 srečanjih, koliko traja recimo delavnica sprememba pri hujšanju, da to osebo pustimo, ampak ga še povabimo po 3 mesecih, ko konča program, pa po 6 mesecih ga ponovno povabimo, pa po 1 letu, da res to potem nekako drži, tudi ko ni več v tej skupini. Pa tudi to, kot ste rekla, spodbujamo druženje. Tukaj se morda srečajo, ker je to lokalno okolje, znani ljudje iz tega kraja. Kako dobro je, da se povežajo, da ohranjajo stike, ker nekateri so žal osamljeni. In to tudi v delavnicah, ko ugotavljamo. Morda nimajo več svojcev in tukaj najdejo spet en tak socialni prostor in potem, ko se družijo, je potem veliko lažje še z nekom to početi. In še ena izmed pomembnih komponent, da ohranimo zdravje, dobro počutje, socialni vidik. Zelo ključnega pomena.
Najlepša hvala za vse te strnjene nasvete. Vem, ni lahko v enem stavku tisto, kar sicer poveste v 16 ali morda še bolj številčnih delavnicah, ko se redno srečujete. Tematik je res veliko, nekaj so jih izpostavili, še več pa danes, prav zato smo vas povabili v studio na Pogačarjevem trgu tule v Ljubljani od 10 naprej, različni presajalni testi, merjanja, svetovanja, potem po posameznih centrih za krepitev zdravja. Tudi danes o marsičem se bo govorilo, tudi o ustnem zdravju in hiter pregled, ker v ustih vemo, da je marsikaj skritega, prepozno pridemo na pregled, rak v ustni votlini, zelo agresiven. Skratka, toliko vsebin. Magistra gospa Jožica Mesarič, profesorica zdravstvene vzgoje, vodite tudi Center za krepitev zdravja Moste Polje. Verjamem, da tja zdaj hitro odhajate, vi boste ob 9 danes začeli s programi. Prišli pa ste na pogovor s kolesom. To je pa zgled. In zgled največ šteje in pravite, če že učim sem ena izmed tistih strokovnjakov, je pa že prav, da sama z zgledom tudi kažem to. Točno to je pomembno. Mi ne govorimo nekaj, kar je nemogoče, ampak govorimo to, kar se da v življenju tudi delati. In tako vabim poslušalce, da se udeležijo, ker na teh stojnicah, ki jih pripravljamo, bodo pridobili tiste informacije, ki jih potrebujejo in se bodo tudi lahko vpisali v delavnice. Tudi to je en način promocije, da ljudem predstavimo, da vse to obstaja. Najlepša hvala za obisk, za vaše nasvete in upam, da še kdaj nasvidenje. Hvala za povabilo. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.